Absolutno sem jaz eden tistih, ki poudarja dobrobiti vsega tega. Ne? Da naj najprej sam povem, ja, moramo biti pozorni na nevarnosti in kaj prinaša, ampak dajmo najprej pogledati na vse, kar nam pomaga. Pomočniki v prihodnosti nam bojo olajšali vsakodnevno življenje doma, v službi, pri zdravstvu, v izobraževanju, zaradi tega, ker dejansko zdaj že danes niti se ne zavedamo, koliko enih stvari nam je dostopnih na par klikov in na par gumbov. Ne? Zdaj, če pogledamo, kam vse to pelje, baze podatkov. Predstavljajte si izobraževanje, kjer se lahko direktno pogovarjaš z avatarjem, ki je Einstein in ima vse, kar je on počel v svojih bazah in ti želiš vedeti, kako in kaj rešiti nek problem. In ti tak znanstvenik direktno svetuje. Recimo, to so vse neke take stvari, o katerih lahko sanjamo oziroma smo sanjali, pa danes že postajajo resničnost, ker že poznamo startupe, ki take reči počnejo. V samem delovnem okolju pa močno priporočam vsem, da se takoj vsak dan začne vsaj maligrat, zaradi tega, ker že do konca letošnjega leta napovedujejo razvijalci GPT sistemov, da bojo te sistemi tako do take mere razviti, da že juniorjev pa middle developerjev ne bomo več potrebovali, zaradi tega, ker ti bo kodo spisal že sam sistem. Kar pomeni, danes se moramo začeti s tem igrati, danes moramo začeti uporabljati vso to tehnologijo, ki je na voljo, zaradi tega, da se jo ne bomo bali, da jo bomo sprejeli, da jo bomo videli kot pozitivnega pomočnika, ne pa tako, kot trenutno malo delujemo. Najprej delujemo po fazi, to vse ne zaradi tega, ker prinaša nevarnost. Se jih moramo zavedati. Samo če bomo samo z vidika nevarnosti počeli, ne bomo nikoli sprejeli, kaj vse nam lahko pomaga in kako nam lahko olajšajo življenje vsak dan.